zgodba dobrih ljudi, ki radi dobro delamo, se trudimo in to je lepota, da se trudimo za naše športnice. Nova sezona smučarskih skokov se je začela, kar pa pomeni, da smo začeli tudi z Ljubno podcastom. Kot vedno imam zelo zanimive goste, tudi danes. Z mano je človek, ki je drugače skrit pred kameram, ampak zelo pomemben člen tekem na Ljubnem, to je Miklavž Pintar. Dobrodošli. Lep pozdrav. Vedno zastavim enako vprašanje vsakemu gostu. Kdo je Miklavž Pintar? V prvi vrsti sem, se pravi, oče, mož, sin, glasbenik, potem pa takoj eden izmed tistih, ki z veseljem pomaga pri organizaciji tekem na Ljubnem. Kako to, da si našel smučarske skoke? Vse se je začelo v bistvu z očetom, Rajko Pintar, ki je ogromno svojega časa, truda in ljubezni pustil na skokih na Ljubnem in še vedno. Tako da že od malih nog sem ga spremljal na te tekme klubske, se pravi regijska tekmovanja in podobno v poletnem času. Tako da za mene je bil to tak prijeten, družaben dogodek. Oče je v bistvu deloval z klubom, zato da so izvedli ta tekmovanja. In že takrat se mi je strašno dopadlo, kaj počne, kako to počne. Tako da, ja, po družinski liniji to. Ampak prav s smučarskimi skoki si se tudi ukvarjal? Ja, zelo kratek čas. Eno poletje, ne vem v katerem razredu v osnovni šoli, sem bil včlanjen v SSK Ljubno BTC za 2 meseca, se pravi tekom poletnih počitnic. Potem te je pa poklicala ljubezen do glasbe. Tako je. To je bil ravno tisti čas, ko sem kolebal med tem, kaj bom, oziroma s čim bi se bolj intenzivno ukvarjal. Čas je omejen v dnevu, ne, in kaj bi počel. Nekako sem se znašel v glasbi in sem se odločil, da me bo glasba spremljala tekom v življenju. Kdaj si se pa pridružil ekipi organizacije tekem na Ljubnem? To je bilo pa, se pravi, če se ne motim, malo pred covidom, glih eno sezono pred covidom, se pravi leta 2019, če se ne motim, je v bistvu bilo tako, da pred mano je to delo upravljala gospa Mojca Hrženjak iz družbe BTC. In se je pokazala priložnost, oziroma tako je naneslo, da se je gospa Hrženjak počasi umikala iz organizacije. In v bistvu ne vem, kako je prišlo do vsega skupaj. Jaz sem vedno gojil neko željo, da bi se pridružil očetu pri skokih, pri celotni, da bi pomagal. Ni važno kako. Ampak da se bom v bistvu spustil v tako velik del, kot je v bistvu organizacija in prizorišča in del marketinga in tako naprej, je bila predobra priložnost, da bi jo izpustil. Tako da sem se z obema rokama prijel, pa upal na najboljše. A si čutil mogoče pritisk, glede na to, da si stopil v tako velike čevlje? Izjemen. V bistvu ni bilo treba veliko
Ko so mi povedali, kaj vse pritiče k temu delu, je bilo prva predstava v tem ogromen pritisk in breme, ker kot glasbenik se nikoli nisem ukvarjal z ničemer tako podobnim. Ne? Ampak še zmeri priložnost je bila tako mikavna in sem si rekel, odlična priložnost za neko novo znanje, nove sposobnosti. Tako da, sem rekel, bom poskusil, dal bom vse od sebe, to je vse, kar lahko in od tam pa naprej. A se ti zdi, ko si pač dobil to priložnost in ko si zdaj že nekaj let v temu, da si zrastel kot oseba zaradi te priložnosti, ki si jo dobil? Definitivno. Tudi karakterno sem se sigurno zelo spremenil zaradi skokov, ker delovati v tako velikem ustroju, kot se dogaja na Ljubnem, z tako veliko ljudmi iz različnih koncev Slovenije, iz različnih se pravi poklicov in tako naprej, je zahtevalo nove veščine, ki jih prej nikoli nisem obvladal, niti približno. Ampak je bilo v bistvu zelo lahko, ker praktično z vsemi, ki sem delal in tudi danes delam, imam dobre izkušnje in je izjemno prijetno delati z vsemi tukaj. Nekako smo slišali, da imaš zelo dobre živce in da zelo redko greš čez mejo. A res? A je to res? Ne bi vedel, me sicer veseli ta novica, ampak se mi zdi, da na tem z delom, ki ga jaz opravljam, se lahko večjemu še škoda dodatna povzroči, če se izgubi živce. Zato, ker delo je bližje, kot smo tekmi, več elementov se začne povezovati, prizorišče, dogodek, vse se začne skupaj sestavljati in najslabše bi bilo, da sem jaz v bistvu ta prvi problem, ne? Ko bi mogel biti v bistvu ta prva in zadnja rešitev pri vsemu temu, ker varovalk na tak način je v bistvu zelo malo. Tako da glavni cilj pa je, da nam uspe. In z jezo, z slabim obnašanjem, z slabimi odnosi ne moramo doseči tako dobrih stvari oziroma tako dobre zgodbe. Ne moramo graditi. Kako pa na vse skupaj gleda tvoja družina, glede na to, da kdaj si rekel, da se začnejo postavljati stvari? Se pravi, v osnovi, se pravi, zasnova tekmovanja se začne že v bistvu v prejšnjem tekmovanju, se pravi leto poprej. Vedno z idejami začnemo že takrat, vedno gledamo naprej, kako se bomo lotili drugo leto, kaj lahko izboljšamo, kaj lahko še ponudimo. In tako da vedno se začne najprej z debato, potem te debate počasi preidejo na papir, pa kakšne načrte, kakšne zasnove, idejne zasnove. Začnemo pa prav na prizorišču postavljati približno 4 tedne prej v letošnjem letu, za to tekmo pa v bistvu že, če se ne motim, 5 tednov prej, ker imamo tak malo smotan termin. Mislim, termin je odličen, ampak čas za gradnjo. Imamo velike praznike, Božič, Novo leto, veliko bo dopustov, tako da smo rajši rekli, začnimo še prej, ker vedno nas kaj preseneti. Torej, družina te
definitivno podpira. Absolutno. Brez njih se tudi jaz ne bi verjetno več s tem ukvarjal, ker je breme veliko in priti po izjemno dolgem in napornem dnevu domov k družini, ki te objame, jih zanima, kaj se je dogajalo, skratka, poskrbijo pa tudi, da mi je čim prej in udobno in vse, kar je pač, da se tudi čim prej v poslo spravim, zato ker zjutraj je nov dan in spet na pot, še preden drugi vstanejo. Ne. Brez tega si ne predstavljam. Tako da tudi, če bi šlo zelo slabo, ampak si mislim bolj, da sploh ne bi šlo brez njih. Verjamem, vsaka podpora je dobrodošla v vsakem primeru, sploh, ko imaš slabe dneve. Absolutno. Zdaj nam pa prosim malo povej, si rekel, da že pri prejšnji tekmi se začnejo pogovori, verjetno, ko so stvari sveže, vidiš, kakšne so pomanjkljivosti. Kako pa potem naprej poteka ta organizacija? Potem pa navadno začnemo z iskanjem sponzorjev. Celotna tekma v bistvu bazira na sponzorski podpori, tako da vsi sponzorji, ki nas podpirajo, ogromna hvala, brez njih ne bi bilo te zgodbe. Se pravi, začnemo z iskanjem sponzorjev, marketinški stroj se počasi zažene, da ustvarimo grafično podobo, se pravi, naredimo načrt, kako bomo pristopali tudi, se pravi, z javnostjo, in pa ta del, predvsem, moram reči, jaz sicer sodelujem pri njemu, vodi ga Sašo Bertoncelj iz družbe BTC in pa Eva Posedel. Mi trije dejansko nekako to glavno kepo začnemo valiti. Tudi v bistvu organizacijski komitej, ki ga imamo, se že vsi člani aktivirajo. To so vidni in zelo sposobni ljudje, ki nam v bistvu pomagajo pridobivati v bistvu kakršnekoli sredstva potrebujemo. Ne. V bistvu ni nobenega načrta, kjer bomo rekli, zdaj pa rabimo to. Lahko si zamislimo približno, kaj bomo rabili, kaj dejansko pa v bistvu pol, ko se znajdemo v situaciji. Ne. Tako da imeti dobre ljudi ob sebi, takrat, ko nekaj se more premakniti oziroma moramo nekoga, ki je premakniti, verjetno tudi ne, je ključ do uspeha. A se ti zdi, da je vsako leto težje dobiti sponzorje ali lažje? V bistvu je to zelo odvisno od tudi splošnega stanja v ekonomiji. Ne samo pri nas, tudi širše. Veliko naših sponzorjev je odvisnih tudi od zunanjih trgov. Še ena taka neznanka, nad katero nimamo nobenega nadzora. In se pač znajdemo po najboljših močeh. Ne. Ampak vedno so se našla in podjetja in ljudje, ki so bili pripravljeni prisluhniti in se nam pridružiti. Moram reči, da ta trenutek smo že tudi zaradi tega, ker je že Ljubno toliko bolj uveljavljeno. Taka dobra prepoznavna znamka, vsaj upam, da smo postali, tak feedback dobivamo od ljudi. Ne. In tudi to nosi veliko težo, kako se predstavimo. Ljudje nas takoj prepoznajo, kar je ogromna prednost. Kot sem rekel, feedback je pozitiven, kar je super, ker lahko vedno začnemo na neki dobri nogi. In
Ja, ta trenutek moram reči, da je dobro stanje glede tega sprejemanja pri sponzorjih. Ja, ker se mi zdi, da v bistvu si je ljubno naredil svojo znamko, ne glede na to, kakšni so rezultati naših skakalk. Tako. Se sponzorji ne odločajo, zdaj pa samo bomo podpirali zato, ker so dobre, ali pa zato, ker ne bomo, zato, ker so slabe. Ja, se mi zdi, da je ljubno zdaj res naredil neko svojo prepoznavnost in da na tem v bistvu bazirate. Točno tako. In na to smo najbolj ponosni in to najbolj varujemo. Naša zgodba, ki jo peljemo, je v bistvu zgodba dobrih ljudi, ki radi dobro delamo, se trudimo. In to je lepota, da se trudimo za naše športnice, seveda ne samo naše, za vse športnice, da pridejo, da se dela in na kvaliteti in na prepoznavnosti ženskih smučarskih skokov. Se pravi, smo vedno z mislijo tudi na tem, da premikamo naprej te zidove, ki ločijo še nekatere dele športov, ki ni prav, da obstajajo. In to je naše delo. Koliko časa vam pa v bistvu vzame sama postavitev? Torej sva rekla, da 5 tednov prej začnete s prvimi stvarmi tukaj, ampak prav... Ja, prav bova rekla tako, da prve 2 do 3 tedne se postavlja groba infrastruktura, se pravi, to so šotori, te kontejnerji, se pravi pisarne, mobilne in tako naprej. Na kar vstopijo na malo bolj fina dela, se pravi elektrika, tudi vodovod, napeljevanje in tako naprej. V zadnjem tednu pa v bistvu mora biti, pa nastopi brandiranje celega prizorišča, transparenti, zastave, vse, kar pritiče za to, da zgleda prizorišče slavnostno, športno, dinamično, privlačno, se pravi, da se vzdušje, da že prizorišče odraža vzdušje, ki si ga želimo, ko pridejo obiskovalci k nam, in da začutijo to dinamičnost, ampak hkrati toplino pa ljubezen, ki jo želimo ponuditi. Koliko planov si zadaš? Smo v četrtek pred tekmam, A, B, C, D, koliko imaš rezervnih planov? Ali vse sproti rešuješ? V bistvu bolj, grobi plan si naredim že več kot pol leta pred dejansko začetkom gradnje. Ampak, ko se pa enkrat znajdeš na prizorišču, pa stvari začnejo iti narobe, se odločam, pa ne sam jaz, tudi drugi, poskušamo iz določene situacije potegniti, kar se da najboljše. Ker tisto bo zadoščalo. Bomo naredili, imamo prijatelje tudi izven naše organizacije, ki nam zelo hitro priskočijo na pomoč. Tako da res smo zelo bogati v tem pogledu. Se pravim, vedno in znova, kaj je naša največja kapaciteta moči, so ljudje. Ja, tukaj mislim, da se vsi zelo domače počutimo in začutimo to vašo toplino in ljubezen do športa in vse, kar sodi zraven. Super. Se pravi, da delamo v pravi smeri. To je naš cilj. Katera stvar ti je pa najbolj ostala v spominu, kaj je šla narobe? Šla narobe? Ja. To smo imeli pa ravno v lanski sezoni, se pravi, oziroma je še bila še letošnja februarska tekma.
Sej je, če se ne motim, na nedeljsko jutro. Mi ob 5:30 zjutraj zazvoni telefon in so me obvestili, da je ratrak obtičal na doskočišču skakalnice. Jaz mislim, v redu. Mislim, a imamo tehniko, so rekli, ne. Ta glavna vitla je odpovedala in niso več mogli spraviti ratraka na svoje mesto, na vrh pod mizo, kjer ga imamo shranjenega. Kar je v bistvu to je kava, ki te prebudi brez da bi jo spil. Takoj smo začeli z različnimi rešitvami. Od tega, da bi v bistvu razdrli del izhoda na tekmovališču, se pravi exit gate, kar bi bil strašanski podvig, zato ker smo lovili v bistvu časovnico, začetek tekme, ki je bil, mislim, da prezgodaj, ne? Ja, tam blizu 10. ure. Potem je bila tudi ideja, da bi ratrak dvignali se pravi, z hiapom, če bi ga kje lahko dobili, sicer spet nedelja, zjutraj. Na kar so se v bistvu naši fantje tu genialno spomnili, da bi lahko to v bistvu z gozdarskim traktorjem, ki so posebej utrjeni za težko vleko, in so v bistvu speljali preko gozdarskega traktorja, vitel po isti poti, kot jo drugače ratrak uporablja, in jim je uspelo. Tako da spet smo tam. Torej je bil klic sosedu in zadeva rešena. Tako, ali par klicev. v bistvu tako, ja. Pravi ljudje so poklicali druge prijatelje ljubnega, ki so takoj priskočili na pomoč, pomagali, stvar se je rešila. In to je to. In smo imeli izjemno uspešno nedeljsko tekmo. A si potem v miru spil kavo? Ne, ni bilo treba, še naslednji teden ne. Je adrenalin zdržal. Katera je pa tista stvar, ki je šla zelo lepo in ti je ostala v spominu? V bistvu vsaka tekma. Vsaka enako? Ja, odkar jaz delujem, mislim, sej letos prirejamo 15. tekmo že, vse so bile uspešno izpeljane, ne. Jaz, se pravi, bom zdaj že 5. leto tudi zraven in sem ponosen na vsak zaključek, tudi če ne grejo stvari tako, kot bi morale, ker pri meni je važno, da pač vsi, ki smo vpleteni, da damo največ, kar lahko damo od sebe. Če to ni dovolj, to ni neuspeh. Je še vedno uspeh. Rezultat je lahko relativen, je odvisen od stvari, ki niso pod našim nadzorom. Če mi vse vire izkoristimo, ki so nam bili na voljo, ki smo jih lahko se spomnili, karkoli, potem je naloga dobro opravljena. Uspešno, mogoče ne, ampak dobro opravljena. In pa zelo velika šola za naprej. Prav specifično, da bi pa vedel, kaj, se pravim, vsaka tekma je v bistvu zmaga za vse nas in lepa popotnica za naslednjo tekmo. Vidim, da si poln elana za prihajajočo tekmo. Izjemno. Bolj, ko se pogovarjam o tem, več zagona dobivam. Zdaj me pa zanima, torej 5 let si zraven v organizaciji. Res je. Tistih 10 let si bil kot gledalec? Seveda.
Ja? Absolutno. Kaj bi priporočal gledalcem, da pridejo, navijačem? Da pridejo. Da pridejo. Zakaj? Ker se imamo vsako leto boljše. Vsako leto se trudimo pripraviti bolj pester program. Letos imamo kar okroglo 15-letnico, kar je fenomenalno. In imamo pripravljenih kar nekaj presenečenj, seveda za vse. Po sobotni tekmi se bo marsikaj zanimivega dogajalo, tako da toplo priporočam, da se nam pridružijo v vsej tisti evforiji, ki jo bomo ustvarili. Super bo. Hvala lepa, ker si vzel čas in si bil moj gost. Hvala tudi tebi. Čast mi je bilo začeti novo sezono pogovorov. Ja, mislim, da sva zelo dobro začela. Hvala, ker ste naju spremljali in se vidimo naslednji ponedeljek.